večer smo pripravili video, kjer smo zbrali najlepše impresije Ptujskega prvega, tretjega, petega Mitreja in Mitreja na Rožancu. Sedaj, da se ne bomo prekrivali v informacijah, sem jaz se sredotočil na pomen mitraizma danes in tudi v prihodnje in kakšno vlogo dejansko igra v kulturni in duhovni substanci Ptuja. Kot je že povedal gospod Vesenjak, so na Ptuju doslej odkrili 5 Mitrejev in arheologi predvidevajo, da sta najmanj še 2. In 2 izmed teh ptujskih Mitrejev sta ohranjena na mestu najdbe, temu se reče in situ, sicer tako imenovani prvi Mitrej in tretji Mitrej. Te oznake številčne pa dejansko temeljijo na tem, po kakšnem vrstnem redu so bili Mitreji najdeni, ne po kakšni letnici datirajo v zgodovino. Se pravi, prvi Mitrej, ki se bomo vrnili sedaj nazaj, ker nam je prej se pognal vmes, ko smo še nastavljali tole. Prvi Mitrej, ki so ga našli na Hajdini, je manjši od obeh, tudi stavba, ki ga prekriva, je bolj nekako kompaktna in tudi manj osvetljena. In specifika tega prvega Mitreja na Ptuju je, da vsebuje ta kipec, ki ga vidimo tukaj, ki se imenuje Transitus, se pravi Mitra nosi bika. In od teh kipcev sta na svetu ohranjena zgolj 2, tako da gre res za ekstremno kulturno bogatstvo, ki se tukaj na Ptuju v kontekstu Mitrejev in seveda tudi širše nahaja. Nekako lahko rečemo, glede na ta 2 in situ Mitreja in ostale, ki so deponirani v arheoloških depojih in z dostopnostjo tega, seveda tudi prisotnostjo tega Transitusa, potem skulpture rojstva Mitre, ki vidimo repliko tukaj na Mitrovem vrtu, da se Ptuj lahko brez nadaljnega poimenuje sodobna svetovna prestolnica mitraizma oziroma center za učenje, kaj mitraizem je bil in kakšni so bili nameni in učinki tega. Vse si je možno na terenu na res ekstremnem, bogatem depoju artefaktov ogledati v bistvu tako temple, kot pojasniti tudi rituale, ki so v njih dogajali. Nocoj bomo mi ta ritual z imenom videli iz prve roke gospoda Harba, ki se s tem zelo dolgo ukvarja in je res pravi strokovnjak za to. Tako da se tu z moje strani podamo naprej do tretjega Mitreja. Nekako tako med ljudmi velja, ta prvi Mitrej je tisti ta plavi na Hajdini, ta tretji je tisti rumeni na bregu, ta peti, kot je tudi že gospod Vesenjak povedal, se pa nahaja od lani, ko je Ptuj obeleževal 1950. obletnico prve pisne omembe v pisnih virih, se pa nahaja tukaj v hotelu Mitra in je dejansko dostopen turistom in tudi strokovnjakom. In opažamo, da nekako glede na to, za kakšno pomembno in kako vrhunsko ohranjeno kulturno bogatstvo gre, je bilo nekako zanimanje. Zaradi tega doslej absolutno premalo, glede na to, kaj to je. In z lanskim letom, ko je ta peti Mitrej iz depojev prišel spet na plano in se je dejansko pričela naša akcija promoviranja tega mitraističnega bogatstva, raste tudi skladno s tem zanimanje, tako da so nekako že povpraševanja dejansko iz celega sveta, nekako iz stroke, potem tudi naključni turisti in tudi motivirani turisti, ki se denimo vozijo tukaj mimo na Hrvaško, se ustavljajo. In z promocijo, ki jo intenzivno nadaljujemo letos sicer malce okrnjeno zaradi te korona krize, in naslednje leto, ko Slovenija obeležuje 30 let svojega obstoja suverene države, bomo seveda s tem nadaljevali in v bistvu se je na tem našem kontekstu zelo smiselno in učinkovito navezati na London, kjer so tudi odkrili Mitrej, ki je na nek način in situ, ampak je malce predstavljen z mesta najdbe, nahaja se pa v tako imenovanem Bloomberg stolpu, se pravi stolpu dejansko centru velike in pomembne multikorporacije in v dobrih dneh tisti Mitrej v Londonu višče tudi do 36,000 ljudi. In nekako v primerjavi ohranjenosti s ptujskimi Mitreji je res okrnjen, kar se tiče in podoba in artefaktov, ampak je že sam po sebi tako privlačen, tako da ko se človek s tem sooči in poglobi,
se dejansko prične zavedati, kako vrhunsko in pomembno kulturno bogatstvo je to, kar se tukaj na področju Mitrejev nahaja in se je ohranilo. In dejansko ponuja eno čiste realno podstat za to duhovno in spiritualno komponento mesta tolmačiti. V enem širšem kontekstu se ukvarjamo tudi z zgodbo Parzivala, ampak potem kasneje, ampak se nekako potem vse skupaj pokrije z to mislijo oziroma osnovno motivacijo tudi mitraizma, dejansko gre za veruj tisto, kar si izkusil oziroma iskanje samega sebe. Tako da sedaj se bomo počasi znašli pri koncu moje predstavitve, kar vidimo je sedaj Mitrej Rožanec na Dolenjskem, ki se je pa ohranil ta relief v kamnolomu, se pravi, tempelj so si izoblikovali takrat tam, kjer so dejansko kopali kamenje za gradnjo, ki so ga potrebovali. Tako da sedaj bomo videli ta relief in predvidevam, da bomo spet slišali gonge, potem pa nas bo razveselil gospod Harp z res zanimivo predstavitvijo. Hvala lepa.